Apis čebelca, super reč, kadar obolelo mesto izgleda tako, kot da bi ga pičila čebela. To so mehke, rožnate, puhaste otekline, hitro rastejo. Vse sorte koprivenc je zelo dobra zdravilo apis. Bolečina, kadar je ostra, zbadajoča, pekoča, tako, kot da bi te pičila čebela. Zelo pomembno pašejo hladni obkladki. Ste videli tam na repertorizaciji. Poleg leduma je tudi apis. Tako zdravilo, ki pašejo hladne obkladki. Apis ima rad desno stran. Se alergija pojavlja na koprivenca, pa je kar bolj po desni strani telesa, kot po levi. Takrat, apis. Desna. Kdaj boste uporabljali? Začetni lokalizirani vnetni procesi, začetne faze raznih teh. Takrat, ko se začne ena angina, pa še ni čist, ni gnojno, ni še gnojno, vse je pa rdeč, takale rdečina, mehka, rožnata, ni temno rdeča, je bolj svetlo rdeča, ampak kar fejst vneta. Pašejo hladne pijače, hladni obkladki. Tista začetna angina, to je lahko apis. Začetni tonzilitis, začetni šen, in razni artritisi, bolečine v sklepih, spet paše hladne obkladki in sklep postane takle, ko bi ga nad njim pičila ena čebela. Kdo je fejst alergičen na čebelo? Od vas. Še kdo? Da dobi večje težave? Samo en. Dva. Glejte, to je tisto, kar sem vam hotel povedati. Predispozicija je važna. Za hude sistemske alergije so določeni ljudje predisponirani. In kdor je preobčutljiv na čebelo, tisti je super dober preizkuševalec homeopatskega zdravila čebela. Če bi jaz dal vam vsem za preizkusiti homeopatsko zdravilo čebela, se vrčini ne bi zgodilo nič. Vama dvema, ki sta zelo predisponirana na to, vidi, da bi dobila pa zelo pestre simptome. In tukaj vam hočem povedati nekaj tazga. Homeopatske preizkuse, ki se poiskajo, skeptiki. Veste, to je bila javna manifestacija v Londonu pred eno homeopatsko lekarno, so ljudje takole pozobali celo stekleničko zdravil in so rekli, sej to je vse skupaj bullshit. Meni se nič ne dogaja. Homeopati pravite, da če človek jemlje homeopatska zdravila, začne dobivati simptome. Ni res. Mora biti dedna predispozicija. In če bi vsi vi jemali takole celo škatlico apisa, se vam ne bi zgodilo nič. Razen vama dvema. Vi dva imata pa predispozicijo za to in bi bila zelo dobra preizkuševalca. Bi pa lahko dobila od bizarno razredčene čebele hudo sistemsko reakcijo. V tej množici, v tej statistiki bi se ona dva zgubila. Zdaj vam je malo jasen, zakaj je homeopatija precej slabo dokazljiva z uradnimi metodami, ker so vse statistične metode. Eno zanimivo raziskavo so delali rustoksikodendron, kako pomaga pri polimialgiji. Polimialgija je ena bolezen mišic vezivnega tkiva, ki so zelo boleče in tako naprej. In so vzeli vse paciente s polimialgijo in jim dajali rustoksikodendron. Kaj se je zgodilo? Statistično nepomembni rezultati so bili. Nič niso bili boljši tista, ki je prejemala placebo, od tiste, ki je prejemala placebo. In potem Ton Nikolaj, en zelo dober homeopat, ki je glavni homeopat na angleškem dvoru. Angleška kraljica, se vam kaj čuden zdi, kako dobro izgleda za svoja leta? To je zato, ker je od svojega rojstva naprej na homeopatskih zdravilih. On je rekel, dajmo mi narediti, ponoviti tole preiskavo, ampak bom jaz izbral paciente. In je vse tiste paciente s polimialgijo revmatiko izprašal, a imajo ključne simptome rustoksikodendra. A je to izboljšanje s toploto, a je to občutljivost na vreme, a je to občutljivost na hlad, a je to nemir ob teh, a so to začetne bolečine, ki so tako in tako naprej. In jih je zbral subpopulacijo tega in je s to subpopulacijo naredil raziskavo. Eno smo dajali placebo, drugi smo dali rustoksikodendron. In tukaj smo pa dobili statistično zelo pomembne razlike. A veste, to je manipulacija, statistika manipulira. Treba se praviloma znanstveno lotiti zadeve. In ljudje ne poznajo principa. In te niso pol ure poslušali, kaj homeopatija je. Greva nazaj. Apis, da zaključujemo. Pri hudih sistemskih alergijah, če imate, poleg epipena, ki ga imate, imejte v žepu vedno sabo apis.
noter bo v tem setu našem in je takoj vzemte. In velikokrat, v večini primerov bo šlo vse skupaj nazaj. Ne bo treba epipena sploh. Če stvari kakorkoli smrdijo po čemarkoli nevarnem, kličite sočasno tudi urgenco. Če piči čebela in se začne dogajati sistemska reakcija alergična, začneš otekati, cel, ne sam tam, cel otekati, dušiti, pritisk padati, bled ratvati, vse take stvari. In pike je lahko sistemska koprivnica, takrat hitreje lapis. Ker ima par dozic, vsako minuto enega. In lahko zavre. Če to ne dela, tisti, ki ste alergični na to, si nabavite homeopatsko zdravilo Carbolic acid. Carbolic acid je napisan spodaj. Karbolna kislina, ki je zelo dobra, pri nas ni registrirana, dobi se jo po tujini. Če slučajno apis ne dela, ponavadi Carbolic acid prime. 99% hudih sistemskih alergij zaradi pika čebel boste s tema dvema zdravila pokrili. Ne bo treba unga, čeprav jih kličite za vsak slučaj. Ostale alergije so bolj tako. Lahko jih tudi pokriva apis, ampak zagotovo so te tudi čebeljega pika. Če je tako, ali pa alergije sem imel, ki imajo, en otrok pač enostavno zbolel enkrat za nekimi urtikarijo. Po desni strani bolj, ko so se kar ene urtike delale, neka alergija je razstala, ampak je bilo to, izboljša hlad, srbi, peče, tako, te simptome apisa, bolj na desni strani in izgledalo tako, kot da bi čebela popikala, smo dali apis in je v 2 urah zginila. Koliko hitro bi se mogel apis delovati, če piči čebela, pa se začne huda sistemska alergija v minuti. V minuti se začne izboljševati, človek se začne boljš počutiti, ni ga več to, zelo hiter. Stvar, ki se zelo hitro zgodi, se mora s pravim homeopatskim zdravilom zelo hitro nazaj povrniti. Ampak ne čakati, kličite urgenco. In morda se je zgodilo, da bo prišla urgenca po nepotrebnem. Ponavljanje se bomo tudi pogovarjali, ampak pri hudih sistemskih stvareh vsako minuto.